V celjskem City centru se ponašajo z obnovljeno parkirno hišo. V Laškem so namenu predali novo obnovljeno pešpot in avtomobilski podvoz. Celjski župan Bojan Šrot sprejel letošnje zlate maturante in najuspešnejše dijake celjskih srednjih šol. Celjski nogometaši jutri na gostovanje v Gorico. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V poletnih mesecih so v celjskem City centru, v njihovi garažni hiši, povsem spremenili parkirni sistem in tako se lahko zdaj pohvalijo z najsodobnejšo parkirno hišo na Celjskem. Število parkirnih mest ostaja enako, torej 1600, z novim sistemom pa so zagotovili boljšo pretočnost prometa v sami garažni hiši ter pri uvozu in izvozu iz nje. V največjem nakupovalnem središču na Celjskem, v City centru, so končali z obsežno prenovo in posodobitvijo garažne hiše. V njej je zdaj spremenjen prometni tok, urejen je sistem signalizacije nad parkirnimi prostori, ki označuje zasedenost in namen parkirnega prostora ter še druge tehnološke posodobitve, ki bodo še izboljšale varnost in pretočnost prometa v sami garažni hiši. V ta namen smo čez vsa nadstropja uredili tudi posebej osvetljena zebra območja, se pravi, da je tudi takrat, kadar si že peš, ko si avto sparkiral, omogočen varen pristop do samega centra. V garažni hiši se bomo lahko od zdaj naprej ravnali tudi po svetlobni signalizaciji. Ja, drži. Smeri vožnje smo spremenili in v bistvu v parkirni hiši uvedli enosmerni vozni režim, kar pomeni, da so enosmerne ulice čez kompletno parkirno hišo. Vsako parkirno mesto je označeno z lučkami, kot poznamo to že tudi v tujini. Posebej označena parkirna mesta za invalide in pa za mamice oziroma mlade družine z otroci z vozički in pa potem seveda prosta in pa zasedena mesta. V vsakem nadstropju potem tudi informacije, koliko parkirnih mest je na razpolago v tistem posameznem nadstropju in pa v skupnem številu nadstropij nad tabo, tako da v danem trenutku, ko se pripelješ po polžu v posamezno nadstropje, lahko oceniš, ali boš ostal v tem nadstropju ali želiš pot nadaljevati v ostala nadstropja, ki so nad tabo. Seveda smo spremenili tudi izvozni režim, pomeni uvoz je potem zdaj samo iz Resljeve, tam vemo, da na samem ustju je bila možnost prej izvozi tudi, sedaj ne več, sedaj je možen izvoz na Bežigrajsko in sicer iz zgornjih nadstropij, govorimo o 4., 3. in 2. nadstropju, prvo in pa nadstropje in pa pritličje so pa prazne potem na Resljevo. To smo v bistvu tudi naredili skupaj z projektanti, ki se na tem območju že več kot 25 let ukvarjajo s prometom, opremljajo tudi naše nakupovalne središča v tujini in imajo bogate izkušnje s tem, kako je treba na najhitrejši način v zadovoljstvo seveda obiskovalcev in kupcev izprazniti parkirno hišo in ta koncept smo uspešno uvedli sedaj tudi v Celju. Da je tudi način tehnološko napredne ureditve prometa v garažnih hišah izjemno pomemben za uspešnost na trgu, govorijo rezultati prenove garažnih hiš še drugih SES-ovih centrov. Ja, res je, da smo v vseh naših centrih vzpostavili oziroma zdaj še v Ljubljani kot zadnjega vzpostavljamo ta podoben režim, se pravi predvsem najbolj pomemben ta z smerokazi, z številom mest, da je vsako parkirno mesto označeno posebej z zeleno rdečo lučko. In smo edini v Sloveniji, se pravi kot lastniki in upravljavci shopping centrov, ki so vse parkirne hiše tako s takšnim najmodernejšim sistemom opremljene. Je pa celjska parkirna hiša druga največja v našem kontekstu oziroma v našem sklopu. Posebnost prenove, ki je trajala dobra 2 meseca in je investitorja stala dobrih 800 000 evrov, pa je bila ta, da so vse skozi zagotavljali nemoteno uporabo garažne hiše. To so dosegli z dodatnim fizičnim usmerjanjem prometa, tako da so obnovitvena dela, ki zdaj olajšajo pot v in iz garažne hiše ter samo vožnjo v njej, potekala skorajda neopazno.
V Laškem so v okviru Evropskega tedna mobilnosti namenu predali obnovljeno pešpot in avtomobilski podvoz, ki iz Debra vodita k zdravilišču oziroma središču mesta. Bistvena pridobitev sta klančini za osebe z gibalnimi omejitvami, s tem pa je odpravljena morebitna črna točka pri križanju z magistralno cesto. Občina Laško je za ta projekt namenila 115 tisočakov. Na območju, kjer rečica steče pod železnico in glavno cesto, je promet že dlje časa organiziran enosmerno. Na desnem bregu imajo svojo pot pešci. Pri vsem skupaj je bila težava, da vključitev na pločnik ob magistralki za osebe, ki težko hodijo ali so na vozičkih, ni bila nič kaj prijazna. Poleg izboljšanja vozišča so v Laškem sedaj uredili tudi to tegobo. Da smo z tem delom cestišč pa pločnikov rešili kar en tak, kar velik problem tu v Laškem, v prehodu iz Debra proti Laškem oziroma iz Termane proti dvorani Tri Lilije. Prehodnost je zdaj bistveno bolj varna, kot je bila prej. Prej se je verjetno dal peljati, vendar pa zdaj so v bistvu to ločeni koridori, tako na eni strani za invalide, na drugi strani za avtomobile, in s tem je bistveno zmanjšana tudi v bistvu nevarnost povzročitve kakšne nesreče. Jaz upam, da smo s tem, ker tudi ta cestišče, ki je bilo tule od glavne ceste pa nekako do konca Termane oziroma doma upokojencev, že v dosti slabem stanju smo obnovili, hkrati pa tudi tole pešpot čez potok Rečica, ki je nekako tudi že bila potrebna obnove. Mislim, da s tem so krajani kar bistveno pridobili na kvaliteti mobilnosti samih sebe. Tale cesta je velikega pomena, ne samo cesta, tudi pešpoti za celo naselje Debro. Tle za vašim hrbtom so bloki, kjer živi kar precejšnje število Laščanov in ti dnevno gravitirajo na mesto. Tako ali drugače, večina jih hodi peš in do zdaj niso imeli takšnih pogojev, kot so sedaj. Jasno, podvoz je bil, podhod je bil, ampak za invalide pa ni bilo poskrbljeno. Tudi asfaltna prevleka je bila slaba, torej zdaj je to rešeno, lahko rečemo, na čudovit način. Območje, kjer so izpeljali investicijo, je zaradi zdravilišča in doma starejših sorazmerno precej izpostavljeno uporabnikom z motnjami v gibanju. Laško je znana lokacija za invalide in tudi vsak dan jih lahko vidite kar precej. Seveda, še vedno obstajajo kakšne zagate za invalide. Skušamo jih vsi na področju občine reševati tako ali drugače, ne samo za invalide, tudi za normalne, bom rekel, pešce. Tule je tudi eden izmed predlogov, da bi naj tlele se posodobil tale prehod ob samem potoku oziroma Rečici, kjer bi se izognili nivojskemu križanju. Namreč po tej investiciji smo sicer posodobili poti za pešce, ampak v vsakem primeru smo jih pripeljali na magistralno cesto na nivojsko križanje, ker obstaja velika nevarnost takšnih ali drugačnih nesreč. V izogib temu pa mi predlagamo ureditev podhoda, kot sem že omenil, pri potoku Rečica, kjer bi se izognili tako železnici in pa tudi magistralni cesti. V okviru zagotavljanja trajnostne mobilnosti imajo v Laški občini potrebo in željo še marsikaj postoriti. Mi si želimo še več prehodnosti, tako za gibalno ovirane osebe, seveda pa bi rad tudi sledili nekem trendu ekološke osveščenosti, kar je praktično pomeni, da bi tudi nekako zagotavljati začeli kakšne električna vozila oziroma kolesa ali pa skuterje z primerno razporeditvijo tudi teh električnih polnilnic, glede na to, da je občina Laško velika, približno 200 kvadratnih kilometrov, da imamo 400 kilometrov cest, bi mogli tudi to skrbeti, tako da nek program v tej smeri bomo tudi nekako nadaljevali oziroma ga poskušali v naslednjem letu tudi resničiti.
Celjski župan Bojan Šrot pa je sprejel letošnje zlate maturante in najuspešnejše dijake celjskih srednjih šol. Tako se jim je v imenu občine že 22. leto zapovrstjo zahvalil za uspešno delo v vseh letih šolanja in jim zaželel uspešno na nadaljnji življenjski poti. Župan je letos na sprejem povabil 33 dijakinj in dijakov, ki so dosegli izjemen učni uspeh na splošni maturi, 47 z izjemnim uspehom na poklicni maturi, pa 33 tistih, ki so zaključni izpit opravili s pohvalo, ter 8 dijakov in dijakinj, ki so se udeležili olimpijad in svetovnih prvenstev znanja. Vseh smo povabili 121 danes, toliko je bilo vseh najboljših, bi si pa seveda želeli, da bi jih bilo še več. Predvsem smo jim rekli, naj ostanejo takšni še naprej, se pravi vztrajni in pa uspešni in naj dobro premislijo, kakšne poti bodo zbirali v življenje in potem se ni bati za njihovo lastno prihodnost. Župan je najuspešnejšim dijakinjam in dijakom podaril knjigo Danes Grofje Celjski in nikdar več. Najboljši olimpike in olimpijci pa so prejeli knjigo Barbara Celjska. Z generacijo, ki je v minulem šolskem letu zaključila srednješolsko izobraževanje, so bili zadovoljni tudi ravnatelji. Jaz sem zdaj 10. leto ravnatelj in vsako leto pravzaprav ponavljam eno in isto. Izjemno ponosen sem na svoje dijake, dijakinje, na svojo šolo. Letos pa sem tudi v še eni drugi vlogi, nadomeščam kolega, ki je sicer predsednik aktiva nas, celjskih srednješolskih ravnateljev, in tudi po tej plati lahko rečem, da smo seveda vsi ravnatelji celjskih šol veseli, zadovoljni in ponosni na svoje najboljše dijake. Hkrati pa seveda hvaležni mestni občini Celje, županu, njegovim sodelavkam in sodelavcem, da so pripravili in da vsako leto pripravijo tako lepo srečanje, s katerim v resnici pokažejo, da cenijo mlade ljudi, da jih spoštujejo, da cenijo njihov napor in njihove rezultate. To je pa tisto, kar si jaz v tem svetu želim, da bi dali mladim možnosti in priložnosti, da bi v življenju lahko našli svoj prostor pod soncem in uspeli. Spomini bodo ostali zlasti na lepe trenutke, ki so jih dijaki preživeli tako v šolskih klopeh, kot tudi v prostem času in druženju s sošolci. Ker veliko dela je sprotno učenje, zelo veliko pa odvisno tudi od profesorjev, ki jih dobiš, tako da mislim, da smo vsi zelo hvaležni, da smo dobili take, da so nas spodbujali pa res delali z nami. Bolj kot ne je treba najti, po moje, če si res to želiš, če hočeš nekaj spraviti, tudi ni težko. Je pa tudi fajn, treba imeti nekaj življenja, treba je tudi poskrbeti, da se imaš fajn, da ni samo to, da se samo za šolo nekaj pripravljaš, ker te zmatra do konca leta. No. So počitnice, kam naprej? Naprej grem na medicino v Ljubljano. Upala sem na ta uspeh, ampak pač v bistvu je bolj važno to, da priješ na pravi faks, na tjako, da imaš pravo število točk. To je pa še nekaj posebnega še v tem zraven tako čas. Tisti srednješolci, ki so se odločili za nadaljnji študij, imajo zdaj še nekaj dni počitnice. Z oktobrom pa bodo tudi oni znova sedli v šolske klopi. Zavod Hiša kulture Celje že od njegove ustanovitve dalje, torej od leta 2009, skrbi za ozaveščanje kulturno-umetniške dejavnosti na našem območju. Letos začenjajo že 7. leto delovanja, programske smernice in ponudba pa bodo tudi tokrat bogato kulturno obarvani. Hiša kulture Celje je zavod, ki deluje na področju umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Lanska sezona je bila zelo uspešna, z ohranjanjem pestre in urbane tradicije pa nadaljujejo tudi v letošnji že 7. sezoni. Lansko, na primer, so zaključili z več kot 10 000 obiskovalci. Več kot 10 000 obiskovalcev je pa statistika, s katero se še do zdaj nismo mogli pohvaliti, ampak tu na tem mestu je treba res močno poudariti, da je zasluga tako veliki številki partnerstvo v enem izmed, po mojem, najodmevnejših projektov tega tisočletja v Celju, to je musical Veronika Deseniška, k kateremu smo seveda z veseljem pristopili. Poskušali smo se osredotočiti na tisto, česar ni. V pretekli sezoni so bili to cikli glasbenih večernic kot enega abonmaja klasične glasbe z mednarodnimi gosti iz slovenskega glasbenega prostora.
z programi, ki jih v Celju sicer ne moremo poslušati pogosto, iz komorne glasbe, glasbene sobotnice, s katerimi nagovarjamo najmlajše tudi na področju, recimo temu resne glasbe, z jazz koncerti v mestnem kinu Metropol. V letošnji sezoni obljubljajo podobne programske sklope, ki pa jih bodo seveda poskušali še bolj približati širšemu občinstvu, tudi najmlajšim na področju glasbenih sobotnic. V tej sezoni bo 6 koncertov, pretežno klasičnih, eden bo tudi jazz. Veselimo se Anje Štefan, ki bo pripravila pravljično sobotnico. Otroci jo že poznajo iz predpretekle sezone. Zaključili pa bomo z zelo veliko zasedbo s simfoničnim orkestrom SNG Maribor, ki bo za otroke gotovo zvokovno nekaj novega. Velika zasedba bo, videli bodo vse inštrumente hkrati in zato jih vabimo k poslušanju. Nova sezona bo pestra tudi na področju gledališke dejavnosti. Že oktobra začnemo s Plešasto pevko, ki je nastala v produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Nekako klasično poznan tekst. Nadaljujemo z predstavo Oni v režiji Žige Divjaka. Oni so s prejšnjo predstavo Kako sem postal terorist gostovali že preteklo leto. Izkazala se je predstava za zelo čustveno in družbeno kritično, sodobno, aktualno. Potem pa februarja pride ena predstava za sladokusce, DIY predstava, Do It Yourself predstava. Gostovala bo v enem od ateljejev v umetniški četrti. Pripravila jo je sicer dramaturginja, ampak vsestranska gledališka ustvarjalka Nika Leskošek. Kot zadnja pride v Celje gledališče Glej s predstavo Zborovanje ptic, ki jo je pa tudi pripravila ena mlada gledališka ustvarjalka Nina Rajič Kranjac. Že tradicionalno pa bodo v Hiši kulture Celje tudi v tej sezoni posvetili prostor in čas 3 segmentom klasične glasbe. Komorne zasedbe, tako mednarodne kot domače ustvarjalce, mlade, torej vsako leto namenjamo tudi en koncert mladim, bodočim umetnikom in pa seveda pripeljati v Celje umetnike, ki jih mogoče nismo še sploh gostili ali pa že zelo dolgo ne. Najprej omenim samo letos 3 goste iz tujine, in sicer iz Avstrije prihaja k nam duo Aliada. To bo prvi koncert, v bistvu otvoritveni koncert našega cikla Vespere muzike. Potem zelo zanimiv duo Bizard iz Belgije, 2 pianista, ki bosta igrala 4-ročno program, zelo primeren za tudi manj poznavalce, tako kot tudi poznavalce te glasbe. In zaključili bomo z godalnim kvartetom iz Londona, Alauda. Tradicionalno že naš zadnji koncert majski poteka pod Celjskim stropom v Pokrajinskem muzeju. V priročni knjižici Kolaži so vsa srečanja in prireditve Hiše kulture Celje kot na dlani, zato jo le poiščite ali pa se seznanite z dodatnimi informacijami o dogajanju na www.hisakulture.si. Pred nogometaši Celja je jutri tekma 11. kroga državnega prvenstva. Varovanci trenerja Roberta Pevnika bodo gostovali v Gorici. V celjskem klubu pa so v teh dneh še vedno pod vtisi prihoda vlagatelja iz Ukrajine. Pogodba je bila podpisana že pred časom, zdaj je bila na vpogled poslana še na Nogometno zvezo Slovenije. O ukrajinskih vlagateljih se v Celju v preteklih dneh na veliko govori in zagotovo se še precej bo. To je bil res en velik projekt, tudi bom rekel moj projekt, ne? Tako da moram reči, da sem res velik časa porabil, tudi bi rekel ne samo čas, ampak skoraj da bi rekel, da sem vezal svoje predsednikovanje paralelno za podpisom te pogodbe za Ukrajinci, tako da sem zelo vesel in mislim, da smo naredili zelo, zelo dober posel v tem. In kaj to pomeni za celjski klub? Samo napredek v infrastrukturi, v kvaliteti ekipe, v razvijanju mladih igralcev, tudi bi rekel, verjetno dodatna vrednost kompletno za šport in za mestno občino Celje. Nič slabega, apsolutno iz te pogodbe,
klub lahko samo dobi, da se najslabši scenarij zgodi, klub je samo lahko na istem, kot je zdaj, na slabšem ne more biti. Če se bo proračun kluba zvišal, potem naj bi se tudi cilji. Če dviguješ proračun, sigurno imaš večje cilje. Njihov je cilj, mi smo seveda pa še bolj za to zainteresirani, da smo vedno nekje med prve 3 ekipe in da se skoraj vsako leto gre v Evropo. Zdaj v tem letu verjetno smo malo to zamudili, ampak če se nam stvari poklopijo in če ne bomo veliko zaostali po prvem delu za temi mesti, ko pelju v Evropo in če se dodatno okrepimo v zimskem času, mogoče nam se še to leto posreči, ne. V preteklih dneh oziroma tednih je bilo okrog Arene Petrol torej še kako zanimivo. Res je bilo pestro, začeli smo dobro, pol je bil majhen padec, seveda v tem času so nam šli ključni igralci, Vrhovec, Miškić, igralci, katere seveda niso mogli zadržati, absolutno, ker nam je celo grozilo taka situacija, če jih ne bomo mi pustili, bi nam po zimi šli, pa ne bi dobili niti centa, ne, seveda klub pa živi od denarja in smo tudi s tem denarjem, ko smo ga dobili, tudi klub naprej okrepili. Tako da mislim, da v trenutni situaciji, ko smo stabilna ekipa, malo imamo smolu, da so nam vseni igralci mogoče glavni nosilci malo poškodovali, ampak mislim, da vseeno imamo kvalitetu, da smo konkurenčni v prvi slovenski nogometni ligi. Celjske nogometaše pa jutri čaka gostovanje v Gorici. Tja se Celjani odpravljajo motivirani in po zmago. V Gorici seveda po zmago, to mora biti absolutno cilj predsednika pa cele ekipe, ampak tudi, če je tudi pozitiven rezultat, pa če tudi na piki z Gorice ne bomo nič žalosti, ne. Takšen je pa šport. Daljšemu pogovoru s predsednikom celjskega kluba Stevanom Đorđevićem boste lahko prisluhnili nocoj od 20. ure naprej. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno, v ponedeljek pa bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megla. Toliko še v zadnji informativni oddaji v tem tednu. Lepo se imejte, prijeten vikend in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.